V teden cvička bo sodila tudi letošnja novost, pohod po Slakovi poti 6. maja na Trški gori. Ne bomo obiskali le Slakove zidanice, temveč zidanice kar nekaterih še znanih, v Sloveniji znanih glasbenikov, torej pomeni Henčkovo zidanico, pa zidanico harmonikarja Franca Potočarja, pa Gašperja Riflja, pa na koncu Slakovo zidanico in seveda tudi zidanico Marjana Kozina. Spored na glavnem trgu 11. in 12. maja ne bo okrnjen, kljub temu, da bo teden cvička potekal 2 in ne več 3 dni. Tako da bo celo bogatejši bo kot pretekla leta, kajti v petek bo tista tradicionalna povorka vinogradniških društev, kronanje novega kralja cvička in imenovanje ambasadorja cvička. V soboto se bo program začel že dopoldne s pohodom ob žici. Nadaljevali bodo skupščino vinogradniških društev z vinogradniškimi igrami ter izborom 14. cvičkove princese. V 40 letih se je marsikaj spremenilo, najbolj pa cviček, ki je bil v 70 letih zaničevana kislica. V teh 40 letih se je naredilo ogromno. Prišlo je tako daleč, da je danes cviček sestavni del naše dolenjske identitete in nekateri celo pravijo sinonim za dolenjsko. Na tednu cvička bodo v atriju gostišča v Pokušino ponudili najboljše cvičke in druga najbolje ocenjena vina. Na Novem trgu pa se obeta 9. cvičkarija, na kateri bodo nastopili mlad novomeški reper Goks s svojo skupino, potem v bistvu za njim bo kočevska skupina Sellout, nato pa Vlado Kreslin, Mali bogovi, Kingstoni, Društvo mrtvih pesnikov in pa mladi Dolenjci pripravljamo pa še eno presenečenje, tako da treba počakati pa do 12. maja. Po besedah Iva Kuljaja so letos k sodelovanju pritegnili več kot 40 sponzorjev, kar je v omejenih finančnih zmožnostih še kako pomembno.